Good evening to everybody. Welcome to the press conference of Cyprus national team coach, Mr. Ran Ben-Simon. He will make a statement about the match and then you can ask him questions if you like, of course, coach. Make a short one because there is only Slovenian. I don't see Cypriot, so I'll make it a short one. I believe that we take out of the two games against Slovenia that for me is a super quality team. We take the maximum. I say to the players in the dressing room, don't cry for the goal that we conceive. There is defining moments. I don't know how much it's interesting you, but for us, there is defining moments for a national team. And the spirit that we show today, if we're going to bring a little bit more quality to it, it's the right one. I'm looking forward for the next two games in this group stage. We're going to come ready. We'll try to take the best out of them. Any questions? Thank you very much. Nice, Good evening, everybody. Good night. Dober večer. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci slovenske nogometne reprezentance po tekmi Slovenija-Ciper, ki se je končala z rezultatom 1-1. Z mano je selektor Tomaž Kavčič. Tomaž, prve misli po današnji tekmi. Dobar dan. Škoda, da nismo zmagali. Jaz bi čestital fantom za borbo, za trud, ki so dali noti in se zahvalil publiki za podporo celo tekmo. Imamo kaj medijev iz kaj ciprskih novinarjev? Do you have any? Ok, potem lahko nadaljujemo v slovenščini. Ok, potem pa gremo kar na vaše vprašanje. Pa počakajte na mikrofon, ne prehitro si. Ni nobenega vprašanja? Pozdravljen, gospod selektor, Dejan Mitrović, ekipa. Živijo. 4 tekme, 1 točka, 1 mršava točka proti Cipru. Boste ponudili odstop ali še vedno ustrajate, da se na pravi poti? Da vam prej štel do 10. Ne me spraševati tega več. Vsaki dan poslušam to. Jaz mislim, da smo na pravi poti, ekipa se pomlajuje, druga je pa na drugih. Naslednje vprašanje. Lep pozdrav, gospod selektor. Rekli ste na pravi poti, s čim ste bili danes zadovoljni? Naprimer, mi smo šli v tekmo tako, kot je treba. Prej ste govorili, da nekih šans nismo prišli. Zdaj smo imeli 3-4 šanse, nismo zabili. Z ene praktično njihove smo dobili gol, ker se nam, bi rekel, ponavlja prepogosto, kar treba popraviti. Drug polčas smo probali, šlo se je, ko se je šlo. Da niso hoteli, ne bi mogli reči. Tamle zadaj, Jako. Selektor, dober večer, Andrej Milković, ekipa. A smo zdaj kot država, kot nogomet na točki, na kateri moramo biti veseli remija s Ciprom po 3 porazih, ali kam smo zdaj prišli, kako bi vi opisali situacijo, v kateri smo in kako moramo dojeti ta remi, ker se mi zdi, da je pa mogoče že kar nekako prevladala atmosfera, da moramo biti s tem zadovoljni, kar smo danes dobili. Hvala. A se lahko prosim držimo malo vprašanje? Ne, v redu vprašanje, ne. Korektno. Jaz bi odgovoril tako, da če pogledamo sam rezultat s Ciprom, sigurno da ni. Mi kotiramo više, imamo boljše igralce, vse. Če pa jaz gledam v kompleks, vemo vse probleme, ki jih imamo in ki igramo, pa izgleda stvar drugačna, ne pa dobra. Nisem to rekel. Deleč od tega pa, da je zdaj remis s Ciprom uspet. Želel sem samo reči, da dajmo postavljati vprašanja, prosim. Vse je bilo v redu, vse je v redu. Naslednje? Vse je v redu, dej. Samo mir. Jo, tam sem skoro. Nisem hotel vas prej vprašati, zdaj, ko ste obe tekmi mimo, vas je Kevin Campbell pustil na cedilu, potem, ko ste bili pripravljeni marsikaj za njega narediti in ko je zdaj odpovedal reprezentanco, potem, ko je igral za klub in ko bo verjetno spet igral tudi ob koncu tedna. Ne, ni me pustil. Jaz vam bom, če boste kdaj me odsaj, da se dobite z mano na kavi, vam jaz pokazal izporočila in kaj je povedal in dobite tudi medicinske izvide. Zdaj pa je to malo
daljša stvar, da bi to zdaj razlagal. Da nam je pa manjkal namen. Emil Lukančič, Morel, tiskovna agencija Morel. Gospod Katera Kavčič, tiskovna agencija? Morel. Morel. Smo že stari 30 let v Sloveniji. Se prav, se prav. Mene zanima, a slovenska reprezentanca nima nobenega napadalca, ki bi znal kak gol dati. Ja. Zdaj bom spet rekel, da je treba delati na tem. Ne. Prej nismo prišli v šanso, zdaj smo prišli v neke šanse. Mogoče prišel dan, da bojo zabili. Ne, poslušajte, jaz imam tle imamo 2-3 treninga, v redu. Ne. Vse v klubih zabijajo. Ne, da ne. Naprimer Šporar ima danes probleme s preponom. Dobro, ajde, ne bomo tem. Gospod selektor, kaj vam je danes dal Josip Iličić oziroma kaj je njegova izključitev, kako jo ocenjujete oziroma kaj bi rekli o tem? Če bom jaz zdaj govoril o njegovi izključitvi, se bom začel govoriti o Sloveniji, ki smo jih imeli na vseh tekmah, ki jaz sodnikih nikdar nisem govoril. On je bil izključen za 2 favla. Za 2 favla je šel ven. 2 favlov. Prvi je bil v prvi minuti, on je tekel kot gazela, pol, zdaj ta, ok. Sigurno, da je hendikep. Ne. Zdaj pa sam Iličić. Pa jaz nisem nikdar dvomil v njega, ne. Res ne. Ga poznam dolg, sem zdaj še dozorel in kaže svoj karakter in željo in tudi vidi, kaj se tle dogaja. In vidi neko, vidi neko vizijo. Glede same njega, jaz v igralci ne govorim, same pozitivne stvari. Pa to ne zdaj, ta moment, poznam že dolgo. Še kaj igral za Bonifiko, malo njih od vas vedelo za njega. Pred Interblokom. Pozitivno, velik, resno. On je riskiral, mogoče nastopil v Talanti, probleme v Talanti. Dobro, oni so ga dolžni pustiti, enostavno ni rabo priti. Tudi tle se je ponašal tako. Selektor, 3 zaporedne tekme z menjavo na polčasu po 45 minutah. Vas igralci, ki jih pošljete na igrišče, razočarajo oziroma ne izpolnijo vaših pričakovanj za upanj, ali vi s tem nekako priznavate napako pri izbiri začetne enajsterice? Pa ne, čujte, ne priznavam napako, sem stvari tečejo malo drugače, kot si zamislil, to nisem tle, vi gledate nogomet, tudi na višjih nivojih, tudi Champions League, se mena, ne. Zdaj, ne vem, mi smo hoteli dobiti z Iličićem, ne z Iličićem, če vas zdaj že to zanima, Drviševićem, on res ni najhitrejši igralec, ima pa zelo hitro žogo in hitrejši prehod, pa da hitreje, ker oni so dosti defenzivno, hitrejše obračanje strani, ne. In s tem, da Jojo tako dosti vleče na eno stran, ne. Smo ga dali tam pa Zajca na to pozicijo, ki je imel prej. Čeprav Zajc lahko igra tudi tega box, zraven enega defenzivca. To je lahko igra. Samo morate nekaj vedeti za Zajca, da je on igralec, ki prihaja. On ni še formiran igralec, je pa velika perspektiva Slovenije. Ima tudi neko liderstvo v sebi, je zelo inteligenten. Sem to igralec, ki prihaja. Tako da je treba prije tudi do nihanj in tako. Je pa sigurno velika perspektiva in če on ne bi zdaj začel dobivati šanso, ne vem, da je bil. Ja, sem situacija prej bila s temi, no, dobro. Gospod selektor, sami ste rekli, da bi lahko imel Jojo težave v Atalanti, ko se bo vrnil. Kaj pa to njegovo igranje, ta njegova borba, ta njegov nastop sporoča recimo Janu Oblaku, Kevinu Kamplu in ostalim, ki so odpovedali nastop? Jaz v Janu Oblaku ne bi tle govoril. Mislim, da je bilo dosti rečeno, vsak naj se ustvari svoje mnenje. Kaj vsem vam to sporoča? Kaj vsem vam to sporoča? Ja, sam manj šteje, če mi rečemo, kot če Ne, vi rečete. govorim, kaj vam vsem ali pa publiki to sporoča. Ja, ne vem, komu ne bi. Ali pa? Še kakšno vprašanje?
ko smo ravno pri teh vprašanjih, lahko več poveste o tem, kako se dogovarjate, pogovarjate s klubi glede igralcev. Načeloma so seveda dolžni jih spustiti, ampak si predstavljam, da tudi veliko pritiskov z njihove strani, če lahko več o tem poveste. Kako potekajo ta pogajanja? Jaz razgovore s klubi nimam, ne. Jaz imam z igralci, ne. To ima pol zveza. Oni, naprimer, če je igralec poškodovan, pač zaprosi, ne. A ja ali ne, ali se ga obravnava, pošljejo nekaj. Ne, točno primer Kampl, ne. Z temperaturo, ne vem, če bi kak smisel imel, da bi letel. Ja vam povem še zdaj, Kampla, ne. On ni cel teden ni igral tam Rosenborg, kaj so igralo, ne. In je sam petek treniral in se počutil dobro. Polčasov se ni več in bil na infuziji in ne vem, se bo kam da pride sem. Če se Jojo ne bi čutil, da pride, da mu to v karieri, ne vem kaj, ki bo prišel moment, ki bomo mogoče bolj rabili, čeprav smo zdaj rabili enega, tle si ga tudi razumeli, zato so, ker ne laže. Je pa res, da bi po drugi strani bi mogel vsak priti, če bolan ali ni, ne. Zdaj, greš na zaupanje ali ne greš. Hvala. Tudi Šporar, ne, Šporar, povem za njega, on me je že z Bratislave slal sporočilo, pol sva govorila, da če ne bo igral ono nedeljo, da njim ni naš, da on bo stisnil tako, da on je imel probleme z doktorjem in jih ima še zdaj isto, ne. Tako da on bi lahko tudi mogoče. Berba je tudi bil tle. Naslednje vprašanje. Selektora, je zgodba z Janom Oblakom za vas zaključena v tem koledarskem letu ali ga boste novembra morda vendarle prosili, da pride, da ga pregledajo reprezentančni zdravniki? Na koga da jaz prosim? Ali To je pa reprezentanca, zahtevali? Pa to je Ali pa reprezentanca, zahtevali? koga da prosim? Ah, se hod zaradi mene, zaradi česa se hod? S tem, da Jan Oblak nisem jaz problem. A da ga reprezentanca rabi, ga rabi. Smo vrata odprta zmeraj. Samo jaz se rad pogovorim ena na ena, če kak problem jaz, ne vem. Vsakim. Tudi okoli teh 5, ki sem jim obljubljal, kjeri so? 5. En je tudi Jojo, valjda bil, ne. Ali je bil mogoče, da ne bom rekel, Vance Špožek. Ja ne, čakajte malo, no. Pa nič iz Jana Oblaka, okej, vse. Vanta bo znam 16 let pa pol. Je branil mladi. Da ne govorim dalje. Brez veze. Sam to je moj osebni poraz. Tako jemlje. Čeprav krivde dobene ni na meni. Nič sem kaj rekel, dok ni prišla tista izjava ven. Nič sem kaj rekel komu. Sem poslušal. Pa še skozi pravim. Reprezentanca ga rabi. Še kakšno vprašanje? Tam ne zadaj. Ker v besedi na O ne smem sprašati nekaj o drugi besedi na O. Kako do obstanka? Potrebne so 4 točke v 2 tekmah, minimalno. Glejte, Ali je to sploh cilj? tekma do tekme. Pa čujte, cilj je bil tudi, da smo prvi, ne. Če nimaš cilja v eni, ta Liga narodov, ta naša grupa je primerljiva, ne. Zdaj, kaj je pa glavni cilj, sem vam pa povedal, ne. Da smo pravi do marca. Jaz ne pravim, da bomo pravi čez 2 leti, ki so imeli eni cajta. A ja dam še en primer. Proti Norvežanom. Zraven enega, ki ima 30 tekem igra, zadnjega veznega en, ki ima 15 minut, noter gre pa en, ki nima tekme. V špici igra en, ki ima 3 tekme, na desni strani ga en, ki ima 2-3 tekme. No, dobro. Pa ne, niso to Libije. Z Libijo se ne živi. Ok, hvala lepa. Mislim, da je Ne, to, lahko kar se vprašanje tiče. Brez problema. Še kakšno? Ni dobenega problema. Vidim, da vam je selektor vse povedal, tako da. Ne, jaz se rad... da ni dobro, ni. Hvala Bogu, da ni dobro. Ali bi bil zdaj v učilnici, si vidijo nekaj, roke skupaj, ne mene, cirkus.
A Matjaž, lahko številka gledalcev ni bila sporočena. Prosim? Pardon, 5318. Pa še enkrat hvala publiki, res. V tem momentu, ki ne grem, so res navijali, res hvala. Ok, hvala lepa, če ni več vprašanj. Dobro, hvala, ajde. Dio.